En lep in prisrčen pozdrav prinašam v svojem imenu in v imenu Koroške osrednje knjižnice vsem vam, ki ste se danes tukaj zbrali v tem našem grajskem vrtu. Hkrati se vam seveda tudi zahvaljujem za vso to potrpežljivost z malo daljšim protokolom, ampak saj se že kar navajamo, NIJZ pač je tokrat nad nami. Stopili smo v teden vseživljenjskega učenja, v nacionalni mesec skupnega branja, ki promovira predvsem širjenje bralne kulture in bralne pismenosti. In naši septembrski dogodki govorijo, da je ta ustvarjalna bira letos predvsem domačinov tu pri nas zelo prisotna. Tako smo na primer že včeraj v grajskem razstavišču odprli razstavo Društva koroških likovnikov. Jutri boste lahko na Prevaljah prisluhnili Ivanu Penecu Vanču, potem v torek boste lahko prisluhnili Marti Merkač tu pri nas v naši knjižnici. Nenazadnje Koroška akademija znanosti in umetnosti oziroma njeni člani v tem mesecu pri nas pripravlja kar 4 dogodke. Ampak seveda nocoj smo tu zaradi naše domačinke, sokrajanke Ivane Prislan, ki jo prav posebej še lepo pozdravljam. Dovolim si reči, da stavka ljubezen je poezija in poezija je ljubezen. Lepo napovedujeta današnjo gostjo. Prav gotovo ji ob prvencu Tu bom ostala ni lahko, da jo danes prevevajo prav posebni občutki, ampak tudi jaz moram priznati, da kadarkoli ali tako osebno kot Irena Oder ali kot direktorica te knjižnice prebiram prvence, še posebej domačinov, nekako čutim posebno občudovanje in hvaležnost. Naša Ivana Prislan pa tako rekoč udejanja bistvo ali temelj poslanstvo naše knjižnice. To je domoznanstvo, vseživljenjsko učenje, bralna pismenost in bralna kultura. Beseda, ki je za Ivano tako značilna, ki je tako pripovedna in izpovedna, je pri njej orodje in orožje. In Ivani sem hvaležna tudi za to možnost, da sem se že lahko sprehodila skozi vseh teh 6 sklopov te zbirke, o kateri bomo danes kaj več slišali. Pa bodi dovolj tega uvodnega pozdrava. Ivana Prislan, moderatorka Natalija Križaj in glasbeni gosti Nuša Perenda in Nika Kotnik so obet za en lep jesenski septembrski večer v odlični družbi. Pa prisluhnimo jim. Pesmi v meni so plahe ptice. Zbirajo se v jate in ob najmanjšem šumu odletijo v nebo. Danes bo meno ujela, da jo ponesem naprej, starki z opadlimi lici, na pragu smrti. Spodnese me trušč zunanjega sveta, na kolenih opazujem oblak, kamor se je zataknila moja pesem.
nikoli ne zgodi, da zmaga laž. Pri vseh drugih pa velja, da je nekaj slabega, če preveč priznaš. In odkar ta svet stoji, so na njem živeli ti in ti. Človek bližnjega spozna, ko ga ta enkrat izda, do takrat pa malo veš. Med iskrenimi ljudmi so preproste vse reči, kot jasen dan. Pri vseh drugih pa velja, da je nekaj slabega, če preveč priznaš. In če misliš tudi ti, da je dolg čas brez laži, pojdi raje z njo. Naj se z dnevom jutrišnjim med iskrenimi ljudmi zbudi. Med iskrenimi ljudmi so preproste vse reči, kot jasen dan. Se pa najde marsikdo, ki se zdi mu prepusto, če je svet ubran. In če misliš tudi ti, da je dolg čas brez laži, pojdi raje z njo. Naj se z dnevom jutrišnjim med iskrenimi ljudmi zbudi. Naj se z dnevom jutrišnjim med iskrenimi ljudmi zbudi. Lovim jo, odkar pomnim. Že mislim, da jo držim za rokav, pa se izmuzne. Zagledam jo na koncu ulice, a izgine za vogalom. Sem jo že objela, pa mi je obrnila hrbet. Tudi za domačo mizo se je posedla. Ponudila sem ji roko dobrodošlice, pa se je njen mili obraz spremenil v režečo spako. Tu nekje je, izmuzljiva. V najbolj spolzki preobleki se sprehaja med nami. Beži, se skriva, drvi. Je le privid. Življenje bi bilo tako preprosto, če bi se naselila med nas. Iskrenost. Tako, dobrodošli. Tu so iskanja. Če gremo po Ivaninih 6 sklopih, v svetlobi, v razpoki, z bližino, s prepletenimi kitkami v odhajanjih, tu bom ostala. Pravi Ivana, gostiteljica našega druženja, iskrena med iskrenimi ljudmi. Ko smo se z Ivano prvič srečali, niti pomislila nisem, da ji bom pomagala njeno iskrenost prvič ponesti med ljudi.
sem počutila, da se za njenim krhkim videzom in milino skriva moč, za katero morda še sama ni vedela. Do danes, ko je za njo v besede stkanih toliko občutij, ki so počasi borbotala in se prelivala na papir skozi vsa ta leta. In Ivana, ki črpa svojo energijo za pisanje in vse ostalo pod svojo Uršljo goro, je tukaj z nami. Ivana, ste dobro? Zelo jo je namreč skrbelo. Kako bo? Me je res skrbelo, ja. Dobrodošli vsi in želim in verjamem, da bo en lep večer. Verjamem, da ste vsi iskreni ljudje, ampak vam rečem, čutim vašo energijo. Mi je pa kar malo težko, ker je to ena izkušnja, ki je pač prvič. Pa skupnimi močmi, skupno energijo, z noči sem prosila za dobro energijo, da me čuti. Vse vas vse poznam, tako da bo, dobrodošli. Ja. Tako je, prav za korajžo. Ivana, super pozitiv popoldan bo, ne? Iskrenost vas je vodila k pisanju, razmišljanju. Zanima me, koliko ste bili, Ivana, deležni v svojem življenju? Torej, iskrenosti. Ja, iskrenost je vedno v odnosu. Torej, iskrenost je drža. Da smo, kar smo, da se ne sprenevedamo. Ampak žal, moram reči, se najbrž kar strinjate, da bolj poredko srečamo iskrenost. Zato, ker smo tako vzgojeni, da bi pač lepi izpadli. Iskrenost pa ni vedno tudi lepa, a ne? Tako da skrivamo svoja čustva in za pravo iskrenost je pa treba najprej delati pri sebi, sebe priznati, kdo si, in če se ti odpreš, če si iskren, ti ljudje tudi zaupajo in iskrenost se rodi, tako da ja, sem za iskrenost. Je pa še nekaj najbrž tu pomembno. V iskrenem odnosu je treba biti tudi čuteč, ker ljudje govorimo različne jezike in se včasih ne razumemo, pa mogoče včasih napačno reagiramo, kar pa ni prav. Hotel sem reči, da je treba tudi znati povedati na primeren način iskrenost. Ja, Ivana, dajete, kot sem rekla uvodoma, vtis krhke osebe, obdane z milino. A ste vendarle v življenju premagali nešteto ovir? Pa lahko rečeva, nekaj je bilo kar velikih preizkušenj. So te vaše pesmi in vaše zgodbe nastajale v takšnih trenutkih? So bile recimo tudi vzvod za praznjenje bolečine? Ja, mislim, da vsak, ki se ukvarja s pisanjem, ve, da se s tem tudi zdravi. Seveda je neka potreba, če se dogajajo potresi tule noter, da to spraviš na plano. In nisem pa samo na tej podlagi ustvarjala. In tudi ni dobro, tako nas učijo literarni učitelji, da si preveč spojen s temi čustvi, da je treba, da se čustva nekoliko ohladijo in če še vedno čutiš, pa zapišeš, seveda iskreno. Drugače pa smo ustvarjali tudi na osnovi nekih usmerjenih razpisov, tematskih razpisov. Ni nujno samo to, je pa dober stranski učinek. To pa je. Ja, pri pesnikih še posebej. Bolečina je pravi vzvod. In tako je tudi prav, ker je potem vse skupaj iskreno, nezlagano.
Ivana, rekli sva, premagali ste v življenju veliko ovir in če se vrnemo v tiste vaše stare čase, pa ne bova obujali teh spominov, ne? Bralci bodo lahko sami prebrali kakšno zgodbo iz teh vaših časov, ampak vendarle, ali pogrešate kdaj stare čase oziroma kakšne reči, ki so bile v starih časih boljše, pa jih danes ni več ali pa so slabše? Pravzaprav ne, se prav lepo počutim v tem času zdaj. Mogoče seveda pogrešam ljudi, ki so odšli in z njih imela rada, ampak kaj hočemo, življenje je pač tako. Skrbi me nekaj druge. Tole podružilo mi pravzaprav čisto nič ne manjka, zdaj ko sem v pokoju, prav fajn se imam med temi knjigami in med številnimi vnuki. Na vse to sem zelo ponosna. Na goro, če mi je kdaj hudo, pa mislim, da se svet maje, pogledam na goro in gora še stoji in je vse v redu. To je ena taka meditacija tam. Tako da me pa seveda skrbi me, kaj bo s tem svetom, kam plove ta ljuba zemljica, te ekološki problemi. Skrbi me za mladino, te covid se tudi ne neha. Tako da svet ni ravno lep. Ko ste me vprašali, če kaj pogrešam. Iz starih časov. Iz starih časov, Glede na to, da je bilo dobrin seveda bolj malo, ampak... Solidarnost, prav gotovo solidarnost. Zrasla sem v knapovški družini, tam v Mošiniku, v Rudniškem hauzu. Tam sem od 12. do 20. leta starosti živela in tam je bilo 21 družin knapovških v zelo malih stanovanjih, ampak vam rečem, brez tega zakona, ki ga zdaj sprejemajo, dolgotrajni oskrbi, ki ga že 20 let sprejemajo, je bilo poskrbljeno za vse tiste stare vdove, ki so tam not stanovale. Smo jim otroci pomagali, nosili vodo, drva. Skratka, solidarnost je bila med nami, pa časa je bilo več, to je tudi res, to tudi najbolj vsi pogrešamo. Hvala Ivana, tokrat uvodoma. Gremo naprej z vašimi limami, z vašimi čustvi in iskrenostjo. Hrepenenje. Iščem te v travah, iščem te v vetru, iščem te v sencah dreves. Ko zjutraj zbudim se in preden zaspim, še v sanjah te iščem, zaman hrepenim. Lahko stopam med krošnje dreves, lovim pramene svetlobe, ki so včeraj pustili spomin na neke druge čase. Nikoli izpolnjeno koprnenje po besedah, je zapisal knjigi na pot dr. David Bedrač, literarni učitelj, glavni urednik, avtor spremnega besedila in lektor, pa še kaj, kakšen steber morda za Ivano. Dobrodošli med nami, kar izvolite k mikrofonu. Doktor Bedrač, kakšno je bilo vajino sodelovanje in ne nazadnje, najpomembneje, kaj med nas s tem svojim knjižnim prvencem pošilja Ivana? Lep dober dan, dober večer, ne vem, kaj se zdaj reče. Na Koroškem sem že toliko krat, čeprav sem Štajerec, da se mi zdi, da bom se počasi tukaj udomačil. Na tem krasnem prostoru v Ravnah še nisem bil, tako da sem zelo hvaležen Ivani in seveda knjižnici za tole izjemno povabilo. Kako se je vse skupaj začelo? Ivana je bila ena od tistih slušateljic na literarnem, kako bi rekli, izobraževanju, ki je potekalo 8 mesecev zapored. Vmes nas je sicer malo tale covid kriza ustavila. In nekega večera, takole po koncu našega druženja, je Ivana pristopila in je rekla, jaz bi pa, oziroma razmišljam nekako, da bi svoje stvaritve spravila nekako v knjigo.
Mene je sicer, moram reči, šokirala še ena izjava, ki jo bom s tem povedal, lahko to povem Ivana, ne? Ker je rekla, veste, nisem več rosno mlada in takrat, ko sem se jaz peljal proti Mariboru, sem nekako razmišljal o človeški minljivosti in nekaj me je zadelo, zdaj ste rekli iskrenost in vse to, sem rekel, to pa enostavno moram narediti. In za Ivano sva dejansko prebrodila zelo zahtevne čase. Morate vedeti, da sva glavnino najnega sodelovanja, hvala Bogu, danes imamo pač te spletne medije in lahko te stvari delamo na ta način, počela ravno v času karantene, tako da je bilo res zahtevno. Po drugi strani pa sva mogoče na nek način tudi drugega terapirala, si malo zaupala, ne, kako je v teh karantenskih časih. Ampak jaz moram reči, da sem tak človek, ko se nečesa lotim, je tista globoka želja, da zadevo pripeljem tudi do konca. In potem vem, ko sem prebral to besedno zvezo Svetlova v razpoki, potem sva se najprej pogovarjala, to je bil celo predlog morebitnega naslova te knjige, ampak kasneje je zmagal Tu bom ostala, ki se mi zdi, da je nekako še bolj odločujoč. Kaj prinaša? Prinaša kot prvo to, da sva se z Ivano ves čas pogovarjala, ali bi bilo sploh smiselno v eno knjigo združiti dva tako na nek način, lahko bi rekli celo recipročna žanra, pripovedništvo in pesništvo. Ampak potem, ko so se te stvari zložile v posamezne cikle in sklope, sva ugotovila, da pravzaprav v knjigi lahko zasledujemo en čudovit dramaturški lok in da zunanja forma oziroma zunanja oblika, bodisi če gre za pesem ali pripoved kot tako, v tem trenutku niti ne igra bistvene vloge. Prinaša, bi jaz rekel, ogromno izjemno zanimivih stavkov, povedi, zgodb. Izpostavili ste iskrenost na začetku, to je gotovo ena vrlina. Gospa Ivana se ne skriva za ničemer, pove neposredno, je brezkompromisna. V tej knjigi bomo videli ogromno lepote, ljubezni, oblakov, višin, ampak je pa tudi veliko, veste, tal, surovosti, brezkompromisnosti, neizprosnosti. Se pravi, jaz bi rekel, da je to ena taka zelo lepa podoba ali celo fotografija naših življenj, ki pravzaprav ne prizanaša, po drugi strani pa nas vsake toliko nagradi z drobnimi čudeži. Hvala lepa. Prosim. Eno zelo nehvaležno vprašanje, tako pravijo tudi glasbeniki, kadar izdajo zgoščenko. A je kakšna reč vas posebej, kakšna pesem vas posebej pretresla zgodba, morda? V zgodbah bom rekel, da jih je bilo kar nekaj, ki so me zelo pretresle, navdušile. Še vedno je eden od motivov, ki me blazno presune, motiv Mrtve matere, saj Ivana ve, za katero pesem gre. Pesmi, ki ste jo brali na začetku, sta med mojimi ljubšimi, tudi moram res pohvaliti vašo interpretacijo, mislim, da si gospa res zasluži en velik aplavz. Z blazno poglobljenim občutkom se mi zdi, na res pravih mestih ste pravzaprav dali poudarke, šli v višino tam, kjer je potrebno, oziroma ste se nekoliko potuhnili glasovno tam, kjer je to potrebno. Težko je reči ta in ta. Seveda je bilo nekaj motivov, nekaj pesmi, nekaj zgodb, ki so še posebej izstopale, ampak kot urednik se mi zdi, da moraš postaviti predvsem neko objektivno sliko, objektiven odnos. Tukaj pravzaprav ni, grdo rečeno, boženja, ampak je delo kar intenzivno in to Ivana ve, kolikokrat sva pravzaprav neke stvari diskutirala in tudi popravljala konec koncev. Hvala lepa, jaz verjamem, da boste še kaj skupaj naredili, ne? Da ne bomo ostali samo pri prvencu. Upam, to pa seveda je Ivana tista, ki se bo odločila kako in kaj. Hvala lepa. Hvala lepa, da ste med nami. Nekaj besed je poleg dr. Bedrača in Toneta Partliča, ki je danes žal zadržan drugje, zapisala tudi mlada pesnica Barbara Žvirc, predsednica Kulturnega društva literatov Mežiške doline. Barbara, dobrodošli.
Dela. Barbara, mene samo zanima, kako ste se iskali, kako ste se našli? Mi dve. Dobrih 21 let nazaj, to sem ravno prej računala, ker sem se usedala na stol, ker sem bila prepričana, da bo eno izmed vprašanj, pač lahko imamo mi dve povezavo. Joana je sestra od moje nesojene tašče. Ja, hvala nesojeni tašči. Bom pa rekla tudi, da je ena izmed tistih oseb, ki pač se velikokrat spomnim na njih in ki je res naredil en tak fajn vtis na mene. No. Pač, jaz nisem več tako mlada, ko ste pač tam napovedali, mlada pesnica, tako da zdaj že vem, da to, kar je Joana prej omenila o iskrenosti, to še kot drži in meni se zdi, da smo imeli, no, skozi en tak iskren odnos, pa ga imamo še zdaj, tako da to je najna povezava. Morda še je vas kaj posebej pretreslo, morda ni ravno pravi izraz pretreslo, ampak navdušilo, recimo temu tako. Jaz bom pa glih kontra, ko pa je povedal dr. David Pedrač, rekla, da neobjektivno, zelo subjektivno sem brala to knjigo, zato ker poznam veliko stvari, dotaknila se mi jih je po mojem še več. Tako da težko bi nekaj izpostavila, ta cela knjiga je res Joana, no, tako ko jo jaz poznam, tako ko sem jo imela možnost poznati v vseh teh letih, pač z občasnimi presledki, ampak sem vesela, da so se najine poti spet združile. In sem bila presenečena pa počaščena, ko me je prosila, če lahko nekaj napišem. Težko sem brala, moram priznati, ravno zaradi te subjektivnosti, po drugi strani pa tako enostavno, tako fajn. Že dolgo ne česa, še posebej sem pa vesela, zato ker je to res ena taka koroška, domača beseda, ki vsebuje vse, kar je že David povedal, od iskrenosti do trdih padcev, do tega, da te nekaj prizemlji, da pač moraš čez bolečino in za mene je to ena taka knjiga ljubezni in bolečine zgolj po začetnici. Gospa Barbara, hvala lepa, verjetno ste pa ponosni na to, da imate tako pridne člane literarnega društva, ne? Ker veliko je plodnih v smislu literature. In se res veselim ravno teh knjig, ki nastajajo potem, ko človek dejansko ima nekaj za povedati, ko ima za sabo od preizkušenj do veselih stvari, do radosti. Take knjige se mi zdijo še posebej pristne in v Joaninem primeru to se kakor drži. Hvala lepa, gospa Barbara. Zdaj gremo pa malo na valove, Mirne Valdove. Naši glasbeni gosti sta na vrsti.
Spomladi zeleno brstenje me vabi in upanje novo me zdravi. Ko pride poletje in sonce žari, se upanje moje še bolj razplamti. V jeseni pa tiho prihaja spoznanje, da leto odšlo je in z njim tudi sanje. Ko zima potrka na vrata življenja, počasi pozabim na vsa hrepenenja. Umirim si misli, besede, dejanja. Hvaležna sprejemam življenjska dognanja. Hvaležna sprejemam življenjska dognanja. Ivana, življenjskih modrosti imate dovolj, pa verjetno še kakšna pride. No, ste pa sploh v času pokoja zelo aktivni na mnogih področjih, še posebej v medgeneracijskem centru na Ravnah, kjer vodite skupino Literarna čajanka, pa skupino Seniork, pa naj omenim še že prej omenjeno društvo literatov, ki je bilo, kot ste dejali v najinem klepetu, nekako odskočna deska za ta vaš prvenec. Marsikje ste torej, širite bralno kulturo, vse pa je imelo vpliv na vaše ustvarjanje. Je tako, ne? Res je. To delovanje v društvih, ta energija, to sprejemanje sigurno vpliva na ustvarjalnost. Prav gotovo je to tako okolje. Kot ste rekli, pri društvu literatov smo seznanjeni z razpisi, sodelujemo na različnih proslavah, prireditvah, se učimo na literarnih delavnicah in na tak način sem tudi spoznala mojega spoštovanega in dragega glavnega urednika. Spoznala sem tudi vas, Natalija, in ker ste tako odlično učili interpretacijo, ste zato danes tu. Hvala. Zelo ponosna sem na naše seniorke v Kotlah. Tu se družimo že 8 let, brez denarja, prostovoljno, pogovorna skupina. Pogovore gradimo na zdravilnih zgodbah, učimo se poslušati, učimo se pravilno izražati mnenje, učimo se o tem, kar sem prej na začetku govorila o iskrenosti, da se lahko pove vse na primeren način. In poglejte, skupina 15 žensk, polovica jih je 80 plus, polovica nas je 70 plus, se že nismo skregale, ja, če to ni uspeh. Pa tudi, mislim, da smo vzorčni primer kulture za vsakdanjo rabo, to jaz rada rečem. Najprej se začne kultura pri odnosih in to mi gojimo. Literarna čajanka je tudi zelo lepa zgodba tule v medgeneracijskem centru. Vedno bolj se pojavljamo tudi izven medgeneracijskega centra. Znotraj tega pa sodelujemo pri bralni znački že 7 sezon z gospodom Torentom Partličem. Zato sem seveda tudi zelo ponosna, ker je hotel moje pisanje prebrati in je nekaj napisal, ampak danes je pač odsotno. Vemo, da je Vilenica in on je pač v Ljubljani. Pride pa 23. menda z avtobusom iz Letnikov in ga bomo takrat literarna čajanka sprejele. Tako da, ja, spoznavamo, to mi je najbolj všeč tole pri literarni čajanki, ker spoznavamo lokalne avtorje in potem iščemo vzporedne zgodbe s tem, kar oni pišejo in tudi same kaj napišemo in tako pač, bi rekla, čarovnija besed kar pleše okrog nas ves čas. In kot ste že prej omenili, Uršla Gora, ja, to je pa sploh ena posebna energija. Jaz večkrat rečem, da mi ajta še peta zgodbe in včasih katero tudi napišem za ravnske razglede, za kako revijo, tako da tu sem doma. Ivana,
Da ne pozabim, ne, francoščina večkrat brbota, ali kako bi rekli, žubori v vaših mislih. Pravite, da imate radi njihovo, torej francosko prvinskost, kulturo, takšne reči, ampak imeli ste pa knapovsko poroko. Kako zdaj gre to skupaj? To gre zelo skupaj. Jaz nimam v mislih prelestnih Parižank in Pariza, ampak če pa pogledamo francosko podeželje, njihovo filozofijo, njihovo revolucionarnost, ponos, saj vemo, kmeti francoski, kaj vse so sposobni v Pariz pripeljati, in so. Taki so tudi knapi in v takem okolju, surovem, ne, zdaj v negativnem smislu. Prvinskem okolju sem jaz zrasla. In tale moja knapovska poroka je res bila prava drama. Meni se je zdelo, da so mi poroko ukradli. Mož me večkrat tolaži, pa pravi, pa vse je bilo v redu. In pod črto on pravzaprav reči, da pravzaprav so se res fajn imeli, da je pa super, potem sploh ni debate. Na vse zadnje imam srečko, da še zdaj. In tudi smo se pred 25 letom še enkrat poročila, se pravi, da je v redu osnova. Pa ja, potem je pa prav, da malo knapovske poroke tudi slišite, ne, kako je bilo, kako je zapisala Ivana. V 70-ih, ko je Beatlemanija preplavila svet in pljusknila tudi v naše majhno rudarsko naselje, sva se odločila. Oba rudniška delavca. Jaz, preprosta uslužbenka, in moj dragi, ki se je pravkar vrnil iz služenja domovini v jugoslovanski armiji. Brez ficka v žepu sva sporočila staršem. Poročila se bova na dan mladosti, v maju, sama, brez cirkusa. Poročni priči bosta najina prijatelja. Ni bilo preprosto. Najprej šok, kuhanje zamer, tuhtanje in stikanje glav sorodnikov po eni in po drugi strani. Kmalu je padla odločitev. Poroka na tiho se ne spodobi. Vsaj ožje sorodnike je treba povabiti. Priče ne morejo biti kar neki prijatelji. To je resna zadeva. Izkažite spoštovanje in za priče zaprosita nekoga od sorodnikov. Da se razumemo. To je bil ukaz. Začele so se različne priprave. O kakšnem poročnem servisu se nam takrat še sanjalo ni. Tudi če bi bil, ni bilo denarja. Telefonov in avtomobilov v rudarskih družinah ni bilo. Pisma z vabili so romala z redno pošto do oddaljenih sorodnikov. Bližnje sva obiskala z avtobusom. Doma sva z mamo zadnji teden pekli piškote in potice v štedilniku na drva. Roke sem imela mehurjaste od opeklin. Obleka je bila pripravljena, nedolga in bela, z vlečko. V socialističnih časih smo bili praktični. Nekaj takega izberi, da boš lahko še dolgo nosila, se je glasil nasvet. Preko sodelavk sem spoznala priznano pletiljo. Že prej mi je večkrat spletla takrat moderne kompletke jopic in polovrčkov v nežnih pastelnih barvah. V tem obdobju sem ljubila vse odtenke modre. A mi je odločno odsvetovala. Modre pa ne. Nevesta v modrem bo večkrat v modricah. Zmenili sva se za praktično rjavo-roza kombinacijo. Ozorcev barv pletilja ni imela. Prav ste uganili. Med prevzemom obleke sem žal ugotovila, da odtenek ni v dogovorjeni barvi. Obleka je bila mlečno roza. Kroj je bil primeren. Izkušeno oko pletilje je pravilno ocenilo. Še dolgo v nosečnost
sem jo nosila in po porodu, dokler se kilogrami niso stopili. Šopka nisem imela. Ženinu so njegovi pojasnili, da ga po običajih priskrbi nevestina priča. Tam, odkudar je bila moja priča, pa je bila navada, da ga priskrbi ženin. Zato ga ni bilo. Na matičnem uradu naju je poročil učitelj, ki sva ga poznala iz osnovne šole. Nisva imela dobrih spominov nanj. Med obredom sva bila oba napeta. Govor je bil šablonski, neoseben, prebran z obrazca. Poljuba ni bilo. Ženin ves tok, jaz razočarana in preponosna, da bi mu dala namig. Tudi nihče v dvorani nama ni dal spodbude. Vse smrtno resno, kot sodba v imenu ljudstva. Ja, še naprej. Ja. Ne, vsega ne smemo izdati in prebrati. Ne. Boste prebrali in mogoče bo imel kdo idejo, da napiše scenarij za kako, ne vem, je to komedija ali je drama. Ja, lepo, Ivana, da ste se pravočasno oglasili, ker sva prispeli do konca, veste. A ste vedeli, kako je minilo tole najino druženje pred občinstvom med iskrenimi ljudmi, ki ste jih povabili in izbrali za to, da svoje besede daste v svetu. Tu je seveda torej priložnost, ki ste jo želeli danes izrabiti, namreč da se zahvalite vsem, ki so vam kakorkoli stali ob strani, vam pomagali, vas bodrili, vas prenašali. Zdaj bom pa prosila mojo vnukinjo Urško, da mi bo pomagala, ko je bolj okretna. Torej, seveda, iskrena hvala in moj poklon najprej dr. Davidu Bedraču, glavnemu uredniku, piscu spremnega besedila, lektorju, mojemu literarnemu učitelju, ki me je potrpežljivo vodil skozi proces nastajanja knjige. Hvala. Lahko nekaj dovolim, čeprav je COVID kriza, bi rad Ivano objel. No, gospoda Toneta Partliča danes ni z nami, je pa naša moja draga Barbara Žvirc, predsednica Literatov Mežiške doline. Hvala za bližino in spremno besedo. Tudi sina Matjaža danes ni tu. Je na dopustu svojo družino, ker se je šele priselil in ni bilo prej časa. Tule smo bili pa tudi omejeni v knjižnici in se ni dal nič. Mi je pa narisal metulje na naslovnici, zelo lepo namreč slika, bo pa njegova najstarejša hči, moja vnukinja, sprejela. Roku Medveško za posluh in oblikovanje. Brez mnogo besed je ustvaril točno to, kar sem želela. Hvala, Rok. Za pomoč in pri organizaciji in izvedbi nocojšnjega večera se lepo zahvaljujem našima glasbenicama, ki bodo še nastopile, tako da ne pobegnem, Nuši Perenda in Niki Kotnik za srčnost in čudovito glasbeno spremljavo. Gospe Eleni Oder za dragocene nasvete pri organizaciji današnjega večera v korona razmerah, kar sploh ni enostavno. Sploh ne nazadnje naši dragi Nataliji Križaj za odlično vodenje in branje besedil. Hvala, Ivana.
lepa. Mojemu možu Srečkotu za srčno podporo in vso logistiko. Res je moj steber, hvala Srečko. Ja. Srečko, tebe pa prosim, da daš moji sestri Mileni, ki bo pomagal pol knjige deliti, pa Urši tudi za pomoč na današnji prireditvi. Tako. Hvala tudi vsem vam, ampak pobegniti še traja. Hvala, sem zelo ponosna sestra. Ta moja mala sestrica tudi nastopa pogosto. Ja, Ivana, nismo se še čisto konec, ne? Ker zdaj bomo dejansko končali na začetku. Zakaj sta na naslovnici? Moški. Torej, rekla sem, da bi končali na začetku, ne? Namreč, čemu sta na naslovnici dva modra metulja? Ja, modra metulja sta tudi v neki zgodbi, to boste prebrali v knjigi, ampak ni samo to. Ko sem šla slikat, to je prav zanimivo, to je prava mistika. Ko sem šla slikat v naravo, fotografije, pač sem šla iskat motive iz okolja, je spet priletel modri metulj in se je pustil slikat in naenkrat je meni kapnilo, da pravzaprav sodi na platnice, ker metulji so krhki, so občutljivi, so predvsem ta krhkost in rahločutnost se vije skozi vso vsebino knjige in se mi je zdelo, da pa res pašejo in jih boste našli na vsaki strani te knjige, te modre metulje. No, kot sem že prej omenila, naslovnico je pa oblikoval moj sin Matjaž. Zdaj, če se vam še ne mudi preveč domov, se vam ne. Ne, ker je zelo fajna, ne. Klečemo Korošci. Bom jaz prebrala celotno tole zgodbico, ni dolga, o modrem metulju. Pravijo, da se duše rankih, ki so našle svoj mir, pogosto vrnejo obiskati svoje drage. Priletijo kot metulji in jim tako sporočijo, da je z njimi vse v redu. Kmalu po mamini smrti sva se s sestro odpravili na izlet. Na mami ljubi Gros Glokner. Malo pred končnim ciljem sva se ustavili ob slapu. Stena s padajočo planinsko vodo je dobesedno ovita v nežno, osvežujočo prho. Tisočero kapljic se v igri s sončno svetlobo spreminja v mavrične barve. Občudovali sva čudovit razgled. Cvetoči travniki so ustvarjali dišečo simfonijo prijetnih vonjav. Tu in tam so žuboreči potočki rezali planjavo. Pred svojimi rovi so se sončili svizci. V zraku so poplesavali modri metulji. Krhki in nežni, občutljivi in mehkokrili so se lovili. Začutila sem svobodo in v mislih zaplesala z njimi, tja gor, v nebo. Eden od metuljev se je ločil od svoje skupine, poplesaval je okrog mene. Poljubil me je na lice in se dolgo zadržal. Od mene je zaplesal in se ustavil na sestrinem licu. Svoj ljubkovalni obred je nekajkrat ponovil. Od mene k sestri in nazaj. To je mama,
sem komaj slišno šepnila sestri. Neopisljiva čarobnost se je zrcalila iz posnetkov, ki so jih naredili ob pravem trenutku. Še močno pod vtisom dogodka sva nadaljevali pot. Vendar, ob sedanju v avtomobil je bil Metulj spet z nami. Usedel se je na sestrino ramo in se med vožnjo ni premaknil. Na cilju, skoraj pred garažno hišo, sva odprli okno avtomobila in mu nežno prigovarjali: "Vrni se v svobodo." Nekako opotavljajoče je Metulj odletel. Doma sva želeli čarovnijo pokazati še drugim. Toda posnetkov z Metuljem ni bilo več. Kar izginili so. Skrivnostno in nerazložljivo so izginili. Vsi drugi posnetki so bili na aparatu. Le modri Metulj je izginil. Mama si je ob zadnjem obisku teh krajev pobožno zaželela: "Tu bi pa zavedno ostala." Hvala lepa. Nad mestom koliko se zbudi želja, vprašam, ko ugasnejo luči vseh sanj. Nad mestom si dvomi jutranji so spet z menoj in si odgovori s teboj. Bo vedel se večer zakaj, odkot in kam gre človek sam. Bom zmogla saj z nočjo vse to, kar zdaj ne znam. Nad mestom si dvomi jutranji so spet z menoj in si odgovori s teboj. Nad mestom nov dan spregovori o tem in
Ja, tako, zdaj bi morali reči, ne, da se je nad mestom že malo stemnilo. Danilo se bo vsem vam verjetno ob prebiranju Ivaninih pesmi in zgodb in podoživljanju vsebine. Ampak za Ivano so pripravile njene prijateljice, senjorke, še eno zahvalo in so seveda želele, da jo preberem na glas. Ivani ob izidu knjižnega prvenca. Če samo čakamo na velike dogodke, nam bo življenje spolzelo skozi prste. Zato se moramo naučiti uživanja v majhnih trenutkih, da zapolnimo praznino. Če tudi nimamo dobrega dne, se moramo znati ustaviti, umiriti in tako poskrbeti zase, da smo potem v dobrem odnosu z okolico. Ivana, ti to znaš, imaš oziroma delaš na tem, da je vsak dan zase napolnjen z drobnimi stvarmi, ki te bogatijo in od tega imamo vsi okrog tebe veliko. To občutimo tudi kotulske senjorke, ki jim že vrsto let lepšaš in bogatiš starost. Nestrpno čakamo vsak teden na druženje in novo zanimivo temo pogovora. Upamo, da nam gradiva in volje nikoli ne bo zmanjkalo. Ob izidu prvenca pa ti iskreno čestitamo in se veselimo s teboj. Življenje ti piše vedno nove zgodbe in poglede na dogajanja in morda dočakamo še kakšno. Hvala, senjorko. Res hvala lepa. Tudi jaz uživam z vami in se bogatim in rastem in se učim. Hvala. Tako, Ivana, preživeli ste? Konec je. Napolje. Ivana se boji, da ne bom vsega povedala. Pa potem bomo mi dve več imeli. Ja. Dobro. Knjige bo sestra Milena pa vnukinja Urša, torej bosta razdelili med vas, tako da lahko kar sedite udobno tam, kjer ste zdaj. Pripravila je gospa Ivana tudi manjšo pogostitev, tudi ta pride do vas. Torej, uživajte v nadaljevanju druženja in pogostitve. In preden čisto zares odidete in čisto zares končamo, Ivana, iskrene čestitke. Jaz sem v prebiranju teh vaših pesmi in zgodb jokala. Kaj pa drugega? Krasne so in naj jih še bo veliko. Še enkrat hvala, da ste prišli. Žal mi je, da so te korona razmere, da ne moramo bolj takole skupaj stopiti, pa katero reči, pa mislim, da bo še veliko priložnosti. Knjige sem jaz vse podpisala, seveda ni pač posvetil, normalno, da ne. Podpis pa je, da je neka moja energija, poleg vsega ostalega, kar je tam noter. Pa verjamem, da se bomo srečali, knjige bojo v dobrih rokah in energija je, ni problema. Pa ne vem, kje so zdaj kelnerji, malo bomo vas še pogostili, seveda v korona razmerah, tako stanite na stolah, vse pride do vas. Ja, v redu. No, tako kot sem dejala. Hvala pa seveda tudi našima mladima glasbenicama, gimnazijkama, Nuši Perenda in Niki Kodnik. Uživajte v večeru še naprej in potem seveda ob branju v kakšnem intimnem trenutku vzemite si čas za knjigo. Pa morda še na koncu, če sem že začela, tudi končam. Spoštovana Ivana, iskrene čestitke vam za to knjigo in seveda upam in verjamem, da se bomo še kdaj tu srečali. Vsem vam, spoštovani obiskovalci, pa mi dovolite, da vas domov pospremim s temi Ivaninimi besedami in vesela sem, da jih nisem še slišala. Takole pravi: sreča je tukaj in zdaj, ne pusti se ujeti. Za srečo je treba v trenutku živeti.
knjižnici, krasno ste pripravili in hvala stvarstvu, krasno vreme je tudi bilo odlično.